Kakšne vsebine najraje prebirate? Vsebine, lahko branje, da se malo od resnih knjig odlepim, ne vem, kaj kriminalke, kaj romane. Zelo različne, odvisno od priložnosti. Od kriminalk do raznih knjig o ročnih delih ali pa priročnike, kuharske knjige, kakšno zgodovinska stvar. Zgodovinske romane, antropološke in filozofske razprave, knjige, romane. Romane pa kakšne kriminalke. Pa ti je pomembno, da je knjiga takšna tradicionalna na papirju ali bereš tudi zdaj, ko je govora o teh sodobnih elektronskih knjigah? Jaz raje berem na papirju. Jaz tudi raje berem na papirju, čeprav me tudi zanima, kako izgleda pač to na tablici, na kakšni elektronski tablici. Glede na knjig pa čisto odvisen, kdaj berem, nisem nekako z branjem srečen, čeprav raje berem kakšne fantazije ali pa kaj. Vas privlačijo tradicionalne knjige na papirju ali bi se lahko navdušili tudi nad elektronsko različico? Zaenkrat sem navdušena še nad tradicionalnimi, me še ne vleče, to novo. Uporabljam računalnik, ampak da bi bral čez računalnik ne. Najraje po starem klasičnem sistemu izberem knjigo, v miru na fotelj, imam eno posebno pozicijo, v kateri berem in ne zaspim. Kaj pa, če bi imeli te bralnike majhne, ki so tudi morda... Bi verjetno šlo lažje, predvsem zaradi oblike tiska, ker starejši smo, težje beremo drobne tekste, sploh pa, če so zelo na gosto, če so majhne medvrstice in mislim, da bi to, verjetno to prihodnost. Jaz sem zagovornica tradicionalnih tiskanih knjig, stroga. Kaj pa je takšnega, da vaju privlači na papirju? Meni se zdi, da je najboljše, da je na papirju zaradi tega, da je vseeno to, da pač knjiga, ker te elektronske oblike se meni zdijo malo take, mogoče seva, pa je škodljiv, pa tudi ni tako prijetno, malo te oči bolijo, pa glavobol dobiš, pa meni to ni. Meni je najbolj na papirju. Kako kaj obiskovalci sprejemajo to elektronsko knjigo? Obiskovalci sprejemajo zelo dobro, predvsem otroci poznajo že zelo veliko sami. Zaenkrat imamo pri Mladinski knjigi prvo interaktivno slikanico od Lilije Prap, pa revije Plus, pa Geo in Reader's Digest. V interaktivni pravljici lahko mi premikamo rožice, lahko premikamo vsebine, lahko preskočimo strani, če hočemo, medtem ko v navadni lahko samo listamo, recimo, ampak dopolnjujejo se, predvsem. Kdaj menite, da bo povpraševanje po elektronskih knjigah preseglo tiskane različice? Jaz mislim, da povpraševanje najbrž ne bo preseglo. Mislim, to je res stvar okusa posameznika. Jaz mislim, da knjiga ne more izumrti. Je pa pač odvisno od uporabnikov. Najbrž mogoče tisti, ki so že tako tehnološko malo bolj napredni, pa imajo telefone pametne in imajo iPade, se bo na ta način tudi elektronska knjiga prodajala, drugače pa mislim, da bo to sobivalo. Jaz mislim, da je dovolj prostora za oboje, pa upam, da ne bojo slučajno izpodrinile teh tradicionalnih knjig. Jaz mislim, da je sploh ne bo, ne bi je smela. Kakor stvari sledim prav preko branja in knjig, jaz mislim, da knjigo ne more nič izpodriniti, ker je otipljiva, trajna, lahko izkoristiš vsak trenutek ali pa si vzameš dolge noči in dneve in sam bereš in bereš in bereš. Koliko elektronskih knjig se trenutno nahaja v Večerovi založbi Ruslica? Trenutno imamo objavljenih 152 knjig, od tega večina leposlovnih, mislim, da jih je okrog 114 in to so tudi knjige, ki se najbolje prodajajo. Imamo nekaj primerkov srbske in hrvaške literature, žal manj, kot bi si želela. Upam pa, da v prihodnje, da bo tudi na drugi strani meje, se pravi na Hrvaškem, zaupanje v elektronsko knjigo večje. Zdi se mi namreč, da ga zdaj ni prav veliko, ker sem govorila z nekaterimi avtorji, pa nekako niso bili naklonjeni še elektronski knjigi. Koliko dela je v pripravi elektronske knjige v primerjavi morda s tradicionalno tiskano različico? Mislim, da pravzaprav ni nobene razlike. Ravno tako je treba besedilo uredniško obdelati, lektorsko obdelati, opremiti z naslovnico, z
vsemi podatki, ki jih knjiga potrebuje, da gre med bralce, se pravi z biografijo avtorja, z kratko vsebino in bibliografijo avtorja. Potem, ko je lani Amazon objavil, da so prodali več elektronskih knjig kot knjig na črnilu, je po mojem mnenju prihodnost elektronskih knjig bo šla samo navzgor. Zelo me preseneča, da na letošnjem knjižnem sejmu ne vidimo nobenih bralnikov, nobenih elektronskih knjig, na nek način se počutimo osamljeni, vedeti pa moramo, da že 2 leti nazaj je bilo teh bralnikov kar nekaj, tako da se ne morem znebiti občutka, da smo Slovenci na področju bralne kulture, vsaj v tehnološkem smislu, naredili korak nazaj. Po drugi strani pa se moram pohvaliti, da v okviru letošnjega knjižnega sejma Večerova založba Ruslica, ki je še vedno edina založba elektronskih knjig, predstavlja ne samo klasično knjigo, ampak tudi prvi primer multimedijske knjige, kjer gre za otroško slikanico, kjer so liki animirani, se oglašajo, knjiga polna zvočnih efektov, interaktivna je, starši lahko določijo na začetku knjige imena likom in so potem njihovi otroci tudi vsebinsko vpleteni v zgodbo. In takšne multimedijske knjige, ki jih pač tehnologija omogoča in izkoriščajo zmogljivosti teh tabličnih računalnikov, bralnikov, to je po mojem mnenju prihodnost, ki se ji ne bomo mogli izogniti.